tiskovno konferenco sem sklical sam, ker gre za predstavitev rezultatov raziskave, pravzaprav akademske raziskave, s katero sem se ukvarjal že kar nekaj časa. Nisem sveda delal samo na tej raziskavi, občasno sem delal na njej in zadeva je tako daleč, da lahko predstavim vmesno poročilo o temi, ki je akademska, ki je suhoparna, vendar pa je gotovo tudi zanimiva za širšo javnost. Vprašanje, ali sodišča in ali sodniki tudi kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine, se zdi gotovo nenavadno ali na prvi pogled celo skoraj da nemogoče, saj sodišče naj bi bilo tisto in sodniki naj bili tisti, ki naj bi varovali človekove pravice in temeljne svoboščine. Vendar je v stroki že dalj časa znano, da so tudi sodniki in tudi sodišča kršitelji človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Je pa to dejstvo morebiti v javnosti premalo znano. Sodišča so del represivne državne oblasti. Med vsemi eksponenti represivne državne oblasti sem štejem poleg sodnikov in sodišč še policiste in tožilce. So seveda gotovo sodniki tisti, ki so strokovno najbolj izpopolnjeni in od njih pričakovali, da bodo pač v najmanjši možni meri, če sploh udeleženi v postopkih kršitve človekovih pravic. Sodniki imajo tudi redna strokovna izobraževanja. Ta strokovna izobraževanja se odvija bodisi v samih sodniških vrstah preko Slovenskega sodniškega društva ali pa v posebnem centru za izobraževanje v pravosodju, ki deluje pri Ministrstvu za pravosodje, ampak je izključno pod pristojnostjo sodne veje oblasti, kajti vedno je vodja tega centra, direktor tega centra je vedno sodnik, ki tudi določa potem podrobnosti skupaj s nekim strokovnim svetom glede izobraževanja sodnikov in te aktivnosti so redne in trajne. Tudi posamezna višja sodišča organizira strokovna izpopolnjevanja za svoje člane, tako da je teh možnosti kar veliko, da ne govorim tudi o možnosti, ki se v zadnjem času ponujajo s strani organov in institucij Evropske unije in pri katerih tudi sodelujo slovenski sodniki. Torej je možnosti za to, da se sodniki nenehno, permanentno izobražujejo in s tem preprečujejo kršitve človekovih pravic, so številne in slovenska sodišča in slovenski sodniki se jih tudi pogosto in v številnih primerih se jih tudi poslužujejo. Vendar pa, rekel sem, da je v stroki seveda znano, da prihaja do kršitev človekovih pravic tudi se strani samih sodišč in samih sodnikov. Ob iskanju odgovora na zastavljeno vprašanje, katera so tistja sodišča in kateri so tisti sodniki, ki so pri izvajanju svojega dela kršili človekove pravice in temeljne svoboščine, se je seveda mogoče opreti izključno na objektivne kriterije. Subjektivni kriteriji tu gotovo ne pridejo v poštev. Imamo pa na voljo nek nesporen objektivni kriterij, to pa je dejstvo, da poznamo v Sloveniji postopek tako imenovane ustavne pritožbe. Ustavna pritožba je posebno pravno sredstvo, ki se odvija pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. Ob tem je treba opozoriti, da se ustavna pritožba lahko vloži izključno samo zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ni jo mogoče vložiti zaradi drugih oblik protipravnega ravnanja.
Protipravno ravnanje, takšno, ki temelji na nezakonitem pravnem aktu, na nezakoniti sodbi, je mogoče izpodbijati samo v postopkih pred sodišči splošne pristojnosti in se zaključi s postopkom pred vrhovnim sodiščem. Ponovno poudarjam, vprašanje zakonitosti ali nezakonitosti se ugotavlja in razrešuje znotraj sistema sodišč na vrhu za vrhovnim sodiščem. To praktično lahko pomeni, da je lahko tudi gre za nek primer nezakonitosti, pa ga ustavno sodišče ne bo vzelo v obravnavo, če ne ugotovi, da je šlo za kršitev človekove pravice. Iz tega izgleda sledi potem nesporen zaključek, da je vsaka ustavna pritožba, ki je bila ugodno rešena, pomeni ugotovljeno kršitev človekove pravice ali temeljne svoboščine, to pot s strani sodišč in sodnikov. Tako da glede tega je ta objektivni kriterij nesporen in seveda daje potem tudi podlago za dokaj natančno številčno analizo. Podlaga za številčno analizo so bile uspešne ustavne pritožbe v obravnavanem razdobju zadnjih 10 let, od leta 2004 do leta 2013. Ker se bom vnaprej še ukvarjal s to problematiko in bom raziskavo nadaljeval tudi še na prejšnjo obdobje, pred letom 2004, je to neko umestno poročilo, ki zajema prikaz raziskav za do sedaj obravnavano 10-letno obdobje. Še nekatere stvari treba pri tem opozoriti. Ustavno sodišče, če ugodi pritožniku v ustavni pritožbi, potem tudi vedno razveljavi nek sodni akt, bodisi sodbo ali sklep sodišča. V zelo izjemnih primerih pa izda samo ugotovitveno odločbo o kršitvah človekove pravice. Tudi v obravnavanem gradivu, ki je vam na voljo, boste videli, da je bilo nekaj takih primerov, ampak so bili zelo malo številni, jih je za prste, manj kot prstov ene roke. Ti primeri so podani takrat, kadar takšnega sodnega akta ni več mogoče razveljaviti, ker enostavno je že nehal veljati in nima več nobene funkcije, recimo, če je šlo za odreditev pripora. Pripor se je iztekel, tisti sklep ne velja več. V takih primerih ustavno sodišče ugotovi golo kršitev človekove pravice. V vseh drugih primerih in takih primerih je pa 99%, pa pride do razveljavitve sodnega akta, sodbe ali sklepa. Razveljavitve so lahko različne, ker gre običajno za sodne postopke, ki se lahko končajo tudi na vrhovnem sodišču, se v takih primerih ustavno sodišče znajde v položaju, ko razveljavi recimo sodbo vrhovnega sodišča, hkrati pa tudi niz prejšnjih sodb, ki so potrovale te sodbi vrhovnega sodišča. Običajno je tu priključena še sodba višjega sodišča in potem sodba prvostopnega sodišča. Prvostopno sodišče je lahko bodisi okrajno sodišče ali okrožno sodišče. Iz teh podatkov je že mogoče dobiti zelo natančen pregled, katera sodišča so bila tista, ki so kršile človekove pravice v obravnavanem obdobju, in tudi koliko je bilo sodnikov, ki so sodelovali pri tem kršenju človekovih pravic. Pri tem je treba upoštevati, da vrhovno sodišče in drugostopna sodišča, torej višja sodišča, odločajo v senatih. Prvostopno sodišča pa praviloma
sodijo sodniki posamezniki, v nekaterih primerih, zlasti pri okrožnih sodiščih, so pa tudi lahko senati. Senati 3 sodišč. V tem primeru gre za senate 3 sodišč. Tako podobno je tudi, če gre za primere, kjer je bila razveljavljena sodba Vrhovnega sodišča in potem predhodna sodba Upravnega sodišča ali pa kjer je bila razveljavljena sodba Vrhovnega sodišča in predhodna sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodišča za delovne in socialne spore, recimo v Ljubljani. V vseh teh primerih gre za nize, kjer je seveda število sodišč večje od enega samega in kjer se da tudi ugotavljati, glede na število senatov, tudi število sodnikov, ki so bili udeleženi v teh procesih kršenja človekovih pravic. V nekaterih primerih pa Ustavno sodišče razveljavi tudi sklepe nižjih sodišč. To se zgodi, če pride sklepe ali sodbe. To se zgodi pri višjih sodiščih, včasih zraven sodijo tudi sodbe prvostopnih sodišč. V nekaterih drugih primerih so tukaj tudi razveljavljene sodbe in drugi sodni akti prvostopnih sodišč. Ali pa so tudi primeri, kjer je razveljavljena samo sodba Vrhovnega sodišča, niso pa razveljavljene predhodne sodbe. Ti primeri so različni, vsi so zelo natančno, datumsko in šifrovno opredeljeni v gradivu raziskave. Iz tega je že mogoče dobiti neko sliko števila sodnikov, ki so v tem postopku udeleževali, vendar sem bil pri raziskavi pri ugotavljanju števila teh sodnikov nekoliko zadržan. Upošteval se namreč, da sodišča sodijo v senatih in da so morebiti tudi v senatih pač odločitve sprejete z večino glasov. Taki primeri so sicer redki. Vendar rezultati glasovanj so tajni, zapisnikov glasovanja je tajn, nikdar ne pride v javnost in zato seveda ni mogoče povsem z gotovostjo povedati, da so vsi tisti sodniki, ki so bili v senatu, da so tudi glasovali, dali svoj glas za kršitev človekove pravice. Zato sem tu upošteval nek korektivni faktor pri končnem seštevku in sem glede na to nekoliko znižal ocenjeno število sodnikov, ki so sodelovali pri kršitvi človekovih pravic. Je treba pa še nekaj povedati, da za zadnja 4 leta, to je za leto 2013, 2012, 2011 in 2010, je bila raziskava upravljena glede na gradivo, ki je dostopno na spletu. Na spletu so objavljene vse ugodno rešene ustavne pritožbe Ustavnega sodišča. Gradivo prejšnjih 6 let je pa na razpolago tudi v posebni knjižni zbirki odločbe in sklepi Ustavnega sodišča. Vendar v tej knjižni zbirki niso bile objavljene vse ugodno rešene ustavne pritožbe. Iz poročil o ugodno rešenih ustavnih pritožbah, ki pa je samo sumarno in obsega vsako leto posebej, je razvidno, da je število ugodno rešenih ustavnih pritožb za leta 2009 do 2004 nazaj višje od števila tistih ustavnih pritožb, ki so bile objavljene v knjižni zbirki. Zato gre pa v tem primeru za dejstvo, da so gotovo, poleg teh ustavnih pritožb, ki so bile upoštevane, so tudi druge, kjer je tudi prišlo do kršitev človekovih pravic in da te zaenkrat v te raziskavi niso zajete. Raziskava se bo nadaljevala. V nadaljevanju raziskave bomo skušali zajeti seveda tudi tiste ustavne pritožbe, ki doslej niso bile zajete, ker smo se opirali izključno na gradivo predstavljeno v knjižni zbirki. Bomo skušali ugotoviti, kako so te ustavne pritožbe dostopne na spletu ali kako drugače pri Ustavnem sodišču z direktnim poizvedovanjem. In raziskavo bomo seveda tudi potegnili še na prejšnja leta,
še pred letom 2004, to bo drugi del raziskavi, ki nam bo seveda dal lahko potem končno sliko. No, v tem trenutku pa že lahko damo neko preliminarno število, koliko je bilo slovenskih sodišč, ki so v obravnavanem časovnem razdobju od leta 2004 do vključno leta 2013 kršila človekove pravice in temeljne svoboščine. Takih sodišč je bilo 442. Dopuščam, da smo se morebiti pri pregledovanju tega gradiva zmotili za kakšno števko gor ali dol, ampak bistvenega odstopanja od tako ugotovljenega števila ne bo. Po zelo zadržani oceni, zadržani zato zaradi razlogov, o katerih sem prej govoril, je pri kršitvah človekovih pravic v obravnavanem obdobju sodelovalo najmanj 1200 slovenskih sodnikov. Do tega števila smo prišli, ker smo od števila, ki se je najprej pojavilo, ki je bilo 1315 sodnikov, smo iz prikazanih razlogov zmanjšali to število za 115 in prišli do števila 1200 sodnikov. V ponazoritev naj povem še to, da je v tem trenutku po podatkih Slovenskega sodniškega društva zaposlenih 915 sodnikov. Torej je število sodnikov, ki so dokazano kršili človekove pravice, zanesljivo višje od števila vseh zaposlenih sodnikov v Sloveniji. Zdaj, konkretna sodišča, ki so v Republiki Sloveniji v obravnavanem obdobju kršila človekove pravice in strukturo teh kršitev po posameznih letih, so pa razvidna iz gradiva, ki je raziskavi. Gradivo sem poslal slabe pol ure pred nastopom tiskovke, po elektronski pošti vsem naslovnikom, ki so prijeli tudi vabilo za današnjo tiskovno konferenco in je vam seveda tudi na razpolago. Lahko pa tudi že zdaj morebiti povem nekaj primerov za posamezna leta, oziroma lahko tudi povem nekaj umestnih podatkov, do katerih sem sam prišel, da je v obravnavanem obdobju je bilo leto 2010 tisto, v katerem je ugotovljeno največjo število kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Druga leta so zelo različna, so nihajoča. V tem obdobju, o katerem govorim, v letu 2010, je človekove pravice kršilo 125 sodišč in malo manj kot 300 sodnikov. Za druga časovna obdobja so številke različne, od najmanj 66 sodnikov do spet recimo 160, 144, pa spet 83, pa 70 različno po posameznih letih, to lahko tudi sami ugotovite. Povpreček pa da sliko, o kateri sem že pregovoril, ko sem rekel, da za povpreček vzamemo 440 sodišč in 1200 sodnikov, kar daje nekaj pod 3 sodnikov na sodišče, kar je sicer zelo zadržana ocena. In v prihodnjih bolj natančni raziskavi bo mogoče ta ocena doživela še korekcije. Ne glede na to, je ta ugotovitev seveda malo znana, zlasti v javnosti, čeprav je bila v stroki znana že zdaj. In gre za neko dejstvo, s katerimi treba računati. Gotovo bo zanimiv tudi odgovor na vprašanje,
kateri so bili pa tisti sodniki, ki so dokazano kršili človekove pravice, odgovora na to vprašanje ni mogoče dati. Ni ga mogoče dati zato, ker so sodbe sodišč, ki so objavljene na spletu in sodbe sodišč, ki so tudi objavljene v zbirki sodnih odločb Ustavnega sodišča, v tem pogledu anonimizirane. Ker je nekoliko nenavadno, kajti pri sodbah Ustavnega sodišča so vselej navedeni tudi člani sestava, ki je odločal, z imenom in priimkom, tudi na spletu in jih nikdar ne umaknejo. To, da iz razloga, ki mi ni znan, pa strokovna služba, mislim, da Vrhovnega sodišča, ki je zadolžena za objavo sodb sodišč, sodbe anonimizira. Se pravi, sodbe izgubijo imena in priimka sodnikov. Tako da to je gotovo neko vprašanje, ki je vredno posebne pozornosti in po mojem prepričanju bi morali doseči, da bi bile sodbe sodišč čim prej predstavljene javnosti v neokrnjeni obliki, tako kot nenazadnje zahteva tudi zakon, ki pravi, da so sodišče njihovo delovanje javno, kar pomeni, da se tudi ve, kdo je sodil v imenu ljudstva. Nenavadno je, da se potem ta sled za temi sodniki zabriše, kar tudi nenazadnje tudi otežkoča ali celo nemogoča primerjavo med strokovno uspešnostjo posameznih sodnikov, ki v tem pogledu ta pregled strokovne uspešnosti posameznih sodnikov ni dostopen niti splošni javnosti, niti strokovni javnosti. In pravzaprav je vprašanje, če je dostopen tudi znotraj samih institucij slovenskega sodstva, ki odločajo o napredovanju. To bi bilo zanimivo vprašanje nasloviti na sodni svet, ali te podatke ima, ali jih tudi on ima. In pač pri presojanju o izvolitvah sodnikov v višje nazive presojo na podlagi kriterijev, ki tega podatka ne upoštevajo. Kot seveda tudi to onemogoča presojo tudi nekega drugega zelo pomembnega podatka. Namreč tudi sodbe sodišč se znotraj sodnega sistema, seveda v velikem številu primerov, razveljavljajo ali spreminjajo ali vrnejo v ponovno odločanje na prvo stopnjo ali pa višje sodišče ali vrhovno sodišče, stopnjo prvostopnega sodišča spremeni. In tudi v tem pogledu ni mogoče zasledovati imena sodnikov, ki so pač bili udeleženi v tem pogledu v sojenju in presojiti strokovno temeljenost razlogov, zaradi katerih je taka sodba spoznana, v tem pogledu zapravno nepravilno in nezakonito in ponovno rešila. Tako da bi odprava anonimizacije sodb bi bila zelo velik prispevek tudi k dvigu kvalitete slovenskega sodstva.